poslovna skrivnost, bodisi bančna tajnost in tako nas zavezuje naša zakonodaja. Zdaj, to, vsaj glede na razprave, v ničemer ne spremeni ne samih predlogov, upam pa tudi, da ne kakšne glasovanja, računam, da sem še koga dodatno prepričal. Kaj je bila pravzaprav namenjena ta predstavitev v glasovanju v Državnem zboru, o čem konkretno? To je bilo, današnja predstavitev je bila posvečena ali pa namenjena predstavitvi tajnega dela poročila, torej dodatnega vmesnega poročila, kjer so navedene konkretne prakse Factor in Probanke, hkrati pa zelo natančno ponazorjeno notranje dogajanje v Banki Slovenije prek posameznih citatov ali pa izjav, ki so bile izrečene recimo na ožjem kolegiju guvernerja ali pa na svetu banke in spadajo pod bančno tajnost. Kaj lahko vi zdaj s tem naredite? Predate policiji, vi, verjetno Državni zbor sam ukrepati v kakšnem kazenskem ali pa civilnopravnem primeru ne more. Kaj boste s tem, rekli ste, odkrili ste konkretne načine delovanja, očitno slabe prakse, kaj zdaj s tem, da bo nek epilog? Zagotovo slabe prakse. Ampak, glejte, jaz sem že večkrat povedal, da je ta preiskovalna komisija anomalija. Ustanovljena je bi zato, ker očitno pač ostali podsistemi ne funkcionirajo. Zdaj, ugotovili smo, da nekako organi pregona, recimo policija, kriminalisti in tudi tožilci svoje delo v zadovoljivi meri upravljajo, zgodbe se ustavljajo na sodišču. Zato pač je eden od sklepov te parlamentarne preiskovalne komisije, da se to poročilo, ki je na nek način pripravljeno tudi kot naznanitev suma kaznivega dejanja, z glasovi čim več poslancev, torej kolikor jih bo jutri glasovalo za to poročilo, potem pošlje na specializirano državno tožilstvo in na NPU kot naznanitev suma kaznivega dejanja. Glede na to, da je to vmesno, kaj torej še sledi in kaj potem s dokončnim poročilom? Zdaj, to je vmesno v toliko, ker v bistvu obravnava neke zaključene celote, torej Factor in Probanko, ki smo ju z našim denarjem zaprli, torej smo mogli plačati za to, da smo jih zaprli, in pa Banko Slovenije. Zdaj, v naslednjem delu so pa na vrsti pač ostale banke, seveda največja Nova Ljubljanska banka, tam pa mislim, da bomo naletavali redno na kakšen zid še večje bančne tajnosti, še posebej, če gledate zadnje poročilo Računskega sodišča, kako je Nova Ljubljanska banka zahtevala, da se očrni tudi tekste, za katere ni nobenega razloga, da bi se jih očrnilo. Z Banko Slovenije ste zgledno sodelovali, ampak vseeno ugotovili njeno vlogo pri nastajanju bančne luknje. Kakšni so recimo vaši sklepi ali pa ugotovitve, a se da sankcionirati dejanja Banke Slovenije? Glede na to, da Državni zbor v končni fazi potrjuje vse. No, se to v poročilu zelo pač natančno piše, da bi to morali delati organi malce prej. V prejšnjem času, zdaj so v bistvu vsa ta dejanja malomarnosti, ki so evidentna v primeru nekdanjih dveh guvernerjev Banke Slovenije, pač zastarala. Smo pa med našimi zaslišanji ugotovili tudi, da je recimo še aktualni direktor nadzora bančnega poslovanja pred preiskovalno komisijo domnevno lagal, zato smo ga tudi pripravili kazensko ovadbo zaradi krivega pričanja. Kako to vpliva na, zdaj bo v tem tednu naj bi predsednik države predlagal novo ime za zadnjega viceguvernerja, ki se menja, kako to vpliva na to in pa morda na, če bi zdajšnji guverner želel še enkrat kandidirati, tudi kakšno vlogo trenutnega šefa, kar viceguvernerja 20 let. Zdaj, glede na zadnjo odločitev Ustavnega sodišča v zvezi z izbrisom podrejenih obveznosti, še posebej glede točke 66 pa 81, ste lahko ugotovili, da bo odgovornost v tej drugi fazi verjetno morala ugotavljati redna sodišča. Tako da v tem pogledu smo se mi koncentrirali na dve fazi, in sicer na fazo ekspanzivne kreditne rasti, ko
guverner Gaspari ni ukrepal in ko tedanji vodja nadzora bančnega poslovanja viceguverner Nučič ni ukrepal. In v drugi fazi, ko je prišlo do krčenja portfeljev bank, torej v fazi gospoda Kranjca, ko pa ne samo, da ni ukrepal, je še javno lagal o stanju v bančnem sistemu. Se da čez prst narediti kakšno oceno, kakšno škodo so te slabe prakse povzročile? Ste šli v tako globino, da ste recimo ugotovili, da je bilo namerno ali pa vsaj zavestno, če ne namerno povzročena škoda v višini toliko in toliko, tako vedno kriminalisti reče, ne vem, prejšnji teden za Probanko je bila oškodovanje v višini 17 milijonov. Ste šli vi kaj v številke? Mi smo šli zelo konkretno v številke. Kot sem dejal, za vsako banko so zelo podrobno prikazani po 4 konkretni primeri, kjer gre za skupaj več 10 milijonsko oškodovanja. Zdaj, če boste poslušali sodno prakso, ki se ta hip vzpostavlja, je nekakšna oprostilna sodna praksa, bo tudi kakšnega sodnika težko prepričati, da gre za dokazen naklep, ampak vsak, ki pa ima nekaj zdrave pameti, pa pozna, kako se v bančništvu posluje, bo pa na teh primerih videl jasna kazniva dejanja. In te 4 primeri so recimo težki koliko? Različno, od 100 tisoč posamezen primer do 14 milijonov. Zakaj gre pri vašem sklepu, da zadeve ne bi zastarale, kar se bančne kriminalitete tiče? Vi si želite, da bi zastarale? Ne, samo zanima me, ker je to eden od sklepov, zdaj me zanima, kakšna je situacija zdaj in po tem sklepu. Situacija je taka, da sodniki v okviru sodne prakse že odločajo, da pač so odškodninski zahtevki zastarali, zato ker so se zgodili zunaj tega zamudnega roka oziroma roka, ki ga je potrebno sprožiti posamezne postopke. Treba se pa zavedati, da dokler uprave niso bili zamenjane, tudi nihče ni prijavljal, ker kateri bančnik bo pa prijavljal samega sebe za slabe kreditne prakse, ki jih je sam vzpostavljal. In zato je logično in tudi namen zakonodajalca, to je 33. člen, 3. odstavek Zakona o ukrepih za stabilnost bank, govori o tem, da se pač ta rok ravno iz tega namena 4-kratno podaljša. Ta zakon je prišel v veljavo 28.12.2012, takrat so bile banke že v čistem krču, v glavnem niso več kreditirale, torej najdemo zelo redke primere, za katere bi sploh lahko potem uporabili te 4-kratnike zastaralnih rokov. Zato je po našem mnenju nujna avtentična razlaga, ki bo tistemu, ki sodi, torej sodni veji oblasti, dal napotilo, kako naj v teh primerih odloči. Mogoče specializirano sodišče, kako hitro bi recimo in kakšno podporo uživa v parlamentu in kako hitro bi lahko mogoče prišlo do tega? Kakšno podporo uživa v parlamentu, bomo videli jutri zvečer ob glasovanju. Menim, da je ta ukrep zelo pomemben z enega preprostega vidika, ker če boste vse primere pustili, da se zlijejo v redno sodstvo, bo na vsakega sodnika prišel po en primer, in to se hitro pozabi. Če imate pa skoncentrirano 250 primerov na 10 sodnikov in če se vsak od teh sodnikov lahko pohvali z 25 oprostilnimi sodbami, potem pa bo rahlo nenavadno, da je bilo tako sodišče sploh ustanovljeno. Tako da tudi z vidika neke preglednosti, transparentnosti in fokusa ter dodatnega izobraževanja teh sodnikov, ki se s tem ukvarjajo, mislim, da je nujno in z vidika škode, ki je bila za to narejena, veste, 5 milijard evrov ni majhen denar, mislim, da je to minimum, kar bi morali narediti, mislim, da bi morali tudi že prej to narediti. Okay, smo da odpaljen naznitev laganja Matej Kronberger. Matej Kronberger, ja. Ampak ni bil on zamenjan.